pa kje, a veš, v katerem danem trenutku je sam še več od tega, kar ti čuti, a veš, kar slišiš to. Ne? A veš, do nekega nivoja prideš, kaj rečeš, da slišim drugače, če bi plejal iz telefona, ne? Ali pa iz laptopa, seveda, kar je razlika. Ne? Pa, a veš, greš, zdaj pa jaz tukaj kabel zamenjam za zlat kabel. Te so to hudi. Pa bo drugačne. Mislim, koliko boš boljš. Vse to, kje tiske še slišiš, ne? Itak, mi smo že malo stari, pa še malo slab slišimo. Z mojim tinitu so mi kar vseeno. Tudi te frekvence, ki so, ne, pa kje, ampak... Pa ti razmeroma veliko slišiš. Ja, v resnici kar dost, ampak... Ne, tako da... Dve frekvenci imam pa zasedeni. Kje je ta fall-off, veš? Ne, a veš, tudi kot v vseh hobijih. Likol sem pa reči, pa hobi je pa fajn, ne? Je jama brez dna, ne? Ja, itak. Pač nikoli ne prideš verjetno do konca. Itak, da ne. Je verjetno ista zgodba, kot pri vseh drugih stvarih, da je pač malo merjenje egov, ne? Kdo ima tudi boljše kable, kdo ima boljši sistem. Ne glede na to, da se pol ne slišiš drugače. Ne, ampak se lahko pogovarjaš z isto mislečimi, se lahko pogovarjaš ti, kva pa ti imaš, jaz sem pa tole, ne, takle setup, ne. A ti si to vzel, pizda, ta jaz sem malo dragaš, pa, a veš, ne, se pa si itak povabaš pa poslušaš. Ne. Hvala, ne. Se to gre pol za malo za ne. Itak, ne. Čak, pa imaš to plato, čak bom pa nesel, imam 180 gramsko ali nekaj, pa to. Mislim pa tudi, veš, kva poslušaš, ne. Ja, a veš, to, rabaš neki za hip-hop, boš rabal malo drugačen sound sistem, kot za rock, ne? Ja. A veš, manj basov, ne? Več, ja, veš, za bolj ne, da se sliši, ne? Bolj middle. Ja, ko si rekel. Pri teh cenah sem kar zadovoljen, da to malo slišim. Mislim, kaj to vidiš, Če se už spravo, ne? Ne, pač se pravi, to pač lahko razviješ do konca, oziroma do tega, da nimaš več. Ali pa da v peljem jeziku povem, tako kot s kitarom, stari. Vem, pa ferš pa, lej, stari. Pa nisi na 200 jurih, stari. Mislim, če bi hotel imeti sobo, v kateri bi igral kitare, po mojem Brian May ima tako, veš, ko ima posebej... Mislim, on ima posebej sobo na drugem koncu bajte, ki je soba v sobi, ne? Plavajoča, seveda, pač na pesku, pa whatnot, pa pol metra odmika. No, in to je več kot 200, ne? Ki ima fršterkarje noter, da jih ima na maksimum na 11, in pa ima kabelček speljan v svoj mini studio, ali karkoli že pač ima tam, kjer ima, in si da na slušalke ali pa na navadne zvočnike, da mu ne nabije na polno, ampak sound je pa... To prav. Ti se najbrž 200 evrov, ja. Jaz bi rekel, da je še ne evro več, no, ampak... Sama veš, se ni vsa... Čeprav ni, se ti se zdi, da to je 40 evrov zihar. A cena setnica. Sicer, bi rekel, da je več. To tudi ne prosil poslušalcev, da dajo zahvalo za Seribi.si, ker narabam. Ne veš, dokaj ne slišiš. Mislim, na srečo, najbrž enkolnom srečo Brian May, razen če ga bo spreten na Kanarcih, razumeš, to se zna zgoditi. Pa nas pa Brian May pa bomo šli. No, sam mislim, da Brian May tudi ceni, tako tudi navadne, navadne, ki nimajo to sobco, pa tako. Sigurno. Kitariste, ne. Po mojem. Z njim pomeni. Zihar. Mislim, že po mojem, da si svoj sound studio narediš, ne vem, če je 200, ampak. Ja, si pa hiter na 3 mestni, mislim, na 6 mestni. Hiter je, da pač najprej itek, da izoliraš sobo, pa vse skup narediš, pa oprema noter. Če se tak špas greš, imaš fršterkar vsaj za 10 evrov, ne, kapol, veš, bolj kupiš valda unga v tem mislim, ne? Fendra iz leta 57, ki je original, ki je edini še, mislim, 10 jih je, ki so v originalnem stanju, in ti se valda 10 somov takoj pizdane. Ja, veš, bum. Pa imaš pol, ne. Se pravi, aj dost. Pa kupiš še. Mogoče vprašanje, ja. To je za prvi obrok, ali kaj je? Ne, ker te kitare so za 5-10 evrov, so že on top of the line. No se pravi, veš, verš še malo dražje, mogoče malo več. Že to, da upremeš sobo, ne, pa imaš pa itak, hočeš imeti ferše, kitaro, pa verjetno nekaj, da bi snemo, a ne, pa verjetno je unta star dat, še verjetno boljš. Ja, pa staro SSL-ko moraš imeti, kaj je old school. Ja, se je to, ker hočem ta sound, ne. Pa ne bom jaz na Meka snemal. Vala, boš kupil 16 kanalov, kaj je še vintage, veš, da imaš še omejitev, da ne kaših 24, to bomo old school snemali.
pa na trak pa to. Tako, valjda. V bistvu v enem studiu, ki so na trak snemali stari, to gre vsak, veš, mehanske, pa še staroje. 50 let je staro, ti ne vrti skozi z enakomerno hitrostjo, ko moraš. Sam to hočeš. Hočeš, pa hočeš še enkrat posnet, ko imaš drug tek. Imaš tudi meka zraven, da posnamaš zraven. To je pa sam ta, da imaš sam, verjetno čez dat spuščaš, pa še digitalno snemaš. Ja, ampak ko enkrat ti čez pustiš, je sound tako, kar je. Takrat, ko si ga posnel. Če hočeš popraviti komat, ti ga že posnameš ga digitalno. Ne? Sam pa ga spustiš čez unga hodiča in če hočeš popraviti komat, pa narediti isti štimungo, kot sprej, mogoče bo ratal, mogoče ne. Odvisen, kako bo kasetar dobre vole. Ja, bo AI to zrihto. To bi, mogoče prej, mogoče prej. To je bil današnji podcast, današnji glasbeni podcast. Audiofilski podcast. Tako. Čeprav noben ne ve, kjer kabel je ta prav, za kva, pa kjer komponenta je za kva dobra. To je zlat. Ampak še ni to zlat, smo da pogovarjamo. Brez veze, brez veze. To je verjetno tako, kot vina, veš. Ja, vse ja. Med vinom za evro, pa med vinom za 20 evrov ločeš, vinom za 20 evrov, pa med vinom za 200, pa ne več. Dobro, samo pizza za evro, a še postaje vin za evro. Valjda. Res. Valjda. To je bilo pa zelo preveč suvereno. Ja, res, to je bilo pa zelo pizda. Še starček ni imel tega pizda razpona. Izdal sem se. Še posebej, ker tak ljubitelj vina kot si ti. Ja, to pa sploh. To me je presenetilo. To je najhujše od vsega. Suvereno je bilo to evro. Tajil sem vama. Saj 3 evre. Kaj, da je vin, liter vina? Ne, pa v sosedu je zihar evro. To treba da zapiskam. V kartonastem tetrapaku, ki je... Zapravi alkoholike. Samo je, dober, liter. Liter je, kaj pa? Gori, nekaj ti si itek ponovati, tisto, ki je to možno. Ja. No, pa ono, ki imaš v kofarju, 5 litrške, tiste 5 evrov, kaj? Je to pa res, liter evro. Ja, se to vidiš... Pa še niti treba 5krat hodati. Imaš prav, vidiš sam ceno 5, veš, pa misliš. Imaš za cel dan, a ne? Joj. Kar vesel, da sem končal, preden je prišlo do tega, da bi rabo 5 litrov za cel dan stari. To je res dobro. Ja, moja pol ni več tako dobro. Ne, dobro je, da sem zdaj končal. Nekaj to je imel glih, ko sem prejšel teden razlago, imel res štorije, res je na dolg in široko razložil, kako se on bojuje s to pijačo, pa ne, ampak pol vedno pristal, veš, pol ure se je bojeval s tem, da bo šel, si natočil dvojni viski, pol valjda, da ga je stovkul. Tako je pa še ene 4 so vletele za njem, tako kot pri zaphodu, veš, ne. Ampak tako, kad ti nekdo, mislim, sem pa šel brati, kako je to iz lastnih izkušenj in večinoma iz lastnih izkušenj, ne. Ja, autobiografska, mislim. Mislim, malo je tudi od prijateljev pijancev dodal noter, ne, kakšne skapade, tako da je, 400 strani pač moraš zapomniti, ne, ampak dobro, priporočam. Ja, zdaj berem pa od tega drugega pijanca. Vidim, da imaš neko tematiko, to greš v knjižnico pa rečeš, da ti mi vse smije. Ja, pijačo in nehal, zdaj pa raziskoval bom. Ko malo se rajcaš, ne? Po nekem čudem naključju sem z obe dve knjigi izvedel pa Ryan Holiday pri tem Stoiku, ki pravi, da, mislim, on tudi je preštudiral ta AA, pa ugotovil, da so neke podobnosti tudi v AA-ju, pa pri Stoikih, pa isto kot pri krščanstvu ali pa pri budistih, pa več vsi malo eni od drugega črpajo. Plonkajo, ja. Mislim, ali pa to nezavedno, ki je pač, ne, se zgodi, pač. Eni so pa zihar plonkali, v glavnem, pustimo. Ja, in je rekel, da je in una dobro napisana, ta je pa zdaj piše, to sem pozabil, kako se pisatelj imenuje, ampak tip, ki je napisal prvo knjigo o zombijih iz Haitija, ki je pač Romero se mu je zahvalil v neki izdaji pač njegovih teh knjig. Tako da, ne, resen dečko. Tip se je pa samodejno leta 1933 dal zapret v Insane Asylum in pač razlaga, kako pač tam je. Okay. Ugotovil je, da je sam en od, ne vem koliko 100 ljudi, da sta sam 2 resna pijanca, vsi so pa pač malo drugač obrnjeni, ampak je lepo zaključil, ampak vsem nekaj manjka. Ne.
tako prav, a veš, ful je dobro analiziral, pa sem še na začetku knjige, tako da zdaj bo šele zabaven ratel, po mojem. Nekaj manjka. Šemper, ne hecam se. Tudi, ja. Slaba šala. Drugač pa zanimiv možak, ker je bil ful znan novinar, ki je hodil po teh eksotičnih krajih, pa pisal z njih, ne vem, iz Afrike, pa on pa tret za New York Times, pa neki. Sam zdaj 100 let kasneje sem pač nič ne ve o njem, kdo pa še bere. Veš, on je imel te dolge potopisne neki, ki je hodil s temi domačini, Bajadic so se malo kanibalizma lotil naenkrat, pač, ko je neko pleme zajadro, pa da je poročil, da ni bilo tako slabo. To znal kar dobro pripraviti. Medium rare. Zanimiv lik, no. Zanimiv lik. Ampak pil je pa kažovne, pa se je pa kar samovoljno, sicer prav, da so prijatelji tudi rekli, ker jim je rekel, da bo šel, da so rekli, da ja, ampak da prej ga pa ni noben, a veš, v pominju, ker so bili vsi iste sorte. To se je kdaj dogajalo v 30-ih. No, se pravi, v 30-ih. V 30-ih, če si orang, mislim, če so rekli, da si orang pil, to je bilo res, za današnje razmere, po mojem, bilo tako 2 nivoja več. Ne, mislim, to ni imel z današnjim pijanstvom nobene veze. Ne, ti si šel na hard. Ker tisti je bilo pač, tisti, ki je danes alkoholizem, je bilo takrat si bil abstinent. Ja. Mislim, dejansko. Enkrat je bilo, ker so, ne vem, enega angleškega politika, ki so ga izvolili, ne, in je pač, ne vem, pač prišel ven, da ti spije, ne vem, 10 perov na dan, ne. Ja. In mu je pred tam ena gospa starejša, mu je pač skočila v bran, ne, da mislim, da kaj, ne, da to je pač čisto normalno, ne, da ti, ki so bili porterji, ne, po teh, ki je tudi pač pivo porter dobil ime, ne, ki so bili v pristaniščih fantje, ki so delali, ne, da to je menda po 20 perov na dan spil. Ne. Ja, valjda, mislim, se učvicaš. To ni bilo pač nič dramatičnega. Ne, ja, pa se najbrž un per tudi ni bil tako močen, kot je zdaj, ne, bil tudi najbrž malo lažji. Niti ne. Ne, mislim. Porter je kar močen per. Mislim, odvisen, ampak. No, ampak 4 je imel zihar, tudi če je bil malo bolj, ne, light. Ja, 20 njih odbombati, Ja, dobro. Ne, mislim, če cel dan, da je cel dan res, da so to ljudje. To so bili fizični delavci. Z Vinjem cel večer pila, pa njih nismo mogli toliko. No, ampak to je fizični delavci. To je drugače. Samo vse en, pizdo, 20 perov. Ja, mislim, ja. Mislim, ni za šolo obvezno. Ne. Mislim, čestitam vsakemu, čeprav se ne bi smeli čestitati za te stvari, ampak ne. Svoje cajte bi mu zavidal. Pejmo mi zdaj v to epizodo. Avizo, ja. Še zdaj bo prekinemo ta to. Da je to šlo predaleč. Ali te je kakšna kriga v tem? Kako so včasih pil, pisa, to bilo dobro. Zihar je. To je za unta drug podcast. Ja, čak, bom jaz pogledal. Danes smo pa hitri. 13 minut. Nesteričnih 13. Ja. Petek 13 je bil prejšnji teden, ne? Tako. Ne, v bistvu. Ja. Še en teden nazaj. Še en teden nazaj, tako je. A ja, ko smo rekli, vizo, intro. Ja. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o življenju, vesolju in vsem. Ja. Prav čisto vsem. Ja, bežno se kdaj tudi 6. knjige dotaknemo, če ste mogoče opazili. Zato bomo za pozorne poslušalce ste verjetno ugotovili. Prejšnji teden smo čisto lepo bili pridni in smo lepo v drugem delu smo obdelali nekaj knjige. V drugem delu smo manj kot 1/3 uporabili za knjigo, ampak to je več kot ponovadi. Tako, to sem hotel reči. Bolj smo bili fokusirani na knjigo, kot na ostale stvari. Kar se mi zdi. Ja, pred par epizodov nazaj, ko smo se pogovarjali o birokraciji, sem šel poslušati stare epizode iz prve sezone. Pa smo se ful več o knjigi pogovarjali. Dobro, pustimo. Primerjam korona, pa nismo bili. Primerjam zdajšnjo. Zdajšnjo ta sezona je posebna sezona. Je tudi knjiga posebna. Tudi 5. je bilo že malo tle. No, ampak ta knjiga je pa še bolj posebna, kot 5. knjiga.
Tisti sem šel pol gledat, kar se birokracije tiče. Mislim, Angleži Francozi tudi ne, ampak v bistvu so vsi plonkali od Kitajcev. Kitajci? Mislim, tako videli so, da je pač tam ta sistem, ki je bil, a ne prej je bil dejansko evropski, bil tak nepotističen, ne, oziroma da tam so pa nekako postavljali ljudi po neki hierarhični lestvici in ki naj bi neki znali, se pa se te stvari se pač izrodijo, tako kot vse, ne. Ja, ampak načeloma so v bistvu Angleži adaptirali kitajski sistem. Zanimivo. Francozi pa isto. Nekaj sem bral, da so v bistvu in že Grki in Rimljani imeli neke podobne variante. Čeprav bi rekel, da so Kitajci, glede na to, da so bili oni pred 2000 leti ali pa še več, ful vele sile v resnici. Še pred Evropo, kar se tiče finančne moči. Sam takrat se ni to, nismo si bili tako blizu, pa nismo vedeli v resnici. Pa dobro, njihove, so imeli ogromno teritorija, ki so ga mogli pokriti. Je valjda, ja. Je mogli neki biti delali, ne. Ja. To se skapa. Saj neki zajta. Čeprav čim je neka organizirana družba, pač rabiš neko birokracijo oziroma... Nekaj, da to pokon drži, če ne. Ne gre sam, da se malo zmeniš. Angleži so pa par stoletij kasneje so pa tudi imeli pol sveta, so pa tudi mogli nekako hudičevsko obdržati. Seveda, ja. Ne gre to brez nekih zapiskov in nekih stvari. Tako? Tako da to smo... moramo še kaj povedati. A smo kje pa bili pri intru? Ja, tam nekaj. Mislim, predstavljali bi bilo fajn, da bi se ne. Kljub temu šel so že vedno z nami. Ali Easy. Ja, hotel sem se spomniti, ko smo bili kljub temu, ampak vse v bistvu, kljub Kitajcem smo še vedno. Kljub birokraciji. Niso še... Sam Kitajci spet prihajajo. Smo že imeli če nismo, ga imamo lahko spet. Ne, smo ga imeli zihar. Ker smo se kaj tem pogovarjali, da Kitajci prihajajo počas. Sama veš, to je bilo zihar kakšno sezono nazaj, tako da tako hitri pa spet niso. Samo so pa že v Srbiji. Veš, blizu. Zmer bliže. No, seveda, ne, pač glede na cikličnost vseh stvari na svetu je, mislim, na splošno in v naravi in povsod, je pač so verjetno spet na vrstne. Ja, slej, ko prej bojo, ne. Mislim, kot kaže, so se zavzeli, da bojo. Sploh pa glede na številko, ki jo obvladujejo, ne, je pač velika verjetnost. Ne. Ja. Mislim, saj v resnici vse nekjer ga overlorda imaš, veš. Ja. Mongoli zaenkrat niso moji favoriti, da bojo spet na vrhu. Mongolom me po moje samo enkrat radal. Počak, mogoče bo pač gospod Prozor je sam ena. Motoriziran svet se bo sesul sam vas in ne tako, oni svet pridejo v igro. Takrat pridejo pa Mongoli nazaj. In oni bojo jahali, veš, to jim njihove generacije, oni se učijo tega. Dvojko. Neto. Seveda, nikoli ne veš. Mi zdaj presojamo. To je lahko bližje, kot si misliš. To je lahko 60 let stari. A veš? Ker če enkrat štroma neha biti zaradi bohe kjerga razloga, ne vem, se kaj zaleti v planet, whatever. Če se kaj zaleti v planet. Ja, malo. Tako malo zaletelo. Ne vem, tako da pač štroma zmanjka. Za kuponček, ali kaj? Da ne kličeš sploh policajev. Problem pri nepredvidljivih... Evropsko poročilo počalo. Problem pri nepredvidljivih dogodkih je to, da jih ne boš predvideti, da si ne moreš zdaj zmisliti, kaj se bo zgodilo, da bo štroma zmanjka. Ampak če ga zmanjka, Unije v Arizoni bojo vsi pomrli, ker je 160 stopinj po let, oziroma 50 po naše. Nekaj časa nazaj bila ena nadaljevanka, ki je zmanjkala štroma. Ja, je bila. Se ne spomnim, kaj je že bil naslov. Ampak ja, to pa se vsi pač padli. Ali pa par let nazaj v Lugacu. Ker ni bila slovenska nadaljevanka. Ampak ja, mogoče tudi. Ja, sam tako je bilo kruto, kakor se sliši, pač nažalost je bilo tako. Zadnji sem pa gledal v bistvu en dokumentarc o kibernetskem vojskovanju. Dobro. In mislim, je bil hkrati zanimiv in grozljiv.
In ja, to zdaj v bistvu so take grožnje precej verjetne. Ne? Mislim, da si veliko teh, recimo zdaj ima Kitajska, Iran, to imajo ene najmočnejših kibernetskih vojsk, kar jih je. Stari pa Severna Koreja. Tudi, ja. In ti dejansko lahko, ne vem, unštrom ugasnajo za neki cajt, kar ne. Pa mislim, so te Rusi, ki so v te ameriške, veš, ko oni imajo privatne elektrosisteme, ki so pač ta ransomware, pač vse so pol plačali, ampak če ne bi bilo pa Najhujši je bil predstavljen pač nek virus, ki so ga v bistvu naredili po vsej verjetnosti Američani skupaj z Izraelci, ki so ga naložili. Je to za tele centrifuge? Ja. Targetele so iranske centrifuge za, ampak na kakšen način? Za jedrsko orožje. Ja. Mislim, virus se je razširil po vseh računalnikih po svetu in pač ni nič naredil, če ni najdu nečesa v zadaj. Če ni najdu te centrifuge. Najprej je iskal neke Siemensove kontrolnike. Tako je. Pač, in če je najdu Siemensov kontrolnik, je iskal naprej. In je najdu če je najdu še iransko opremo v zadaj, za tem kontrolnikom pol je vedel, da je prišel do centrifuge in pa se je tam naložil. In so se No, ko smo pa pri Iranu, pa pri tem, polet, ko so onga Hamasovca, ali kaj je bil ta glavnega. Ki so ga skinuli. Tistega hudiča. Ne. Una raketo. Mislim, raketa. Noži, ki se ven dajo. Tako. Iz drona se ninja raketa. Pazi to, iz drona je prišel, on je bil na balkonu, ne, in je pač na balkonu so se noži sprožili in so ga in pač samo on je umrl. Mislim, v bistvu raketa, ki ima gor nože, nima eksploziva. Jaz nisem hotel pogledati, sam Štebem je razlagal. Nima crazy. Nič eksploziva. Nima eksploziva, tudi raketa, nima benga, kako bi rekel, pogonskega sredstva, sam spustijo je, pa jadra do tarče. In ko je spravil do ke, je čisto targetirana, spustijo je lahko skozi okno, balkon, bla, bla, bla. Tudi noter bi lahko. Ja, pač ona se zagon vate, ima pa pač sprožijo se noži ven, šlank, ne vem, pol metra in pač te se sekla. Salamorezenca, zračna v bistvu. Tako. Blender. Will it blend, moment. It will. Ja. Mislim, že fiska dela, ne, pač G, ne, ali kako že temu pravimo. Sej imamo ta moment, kako drugega pobiti. Mislim, da imamo kar dobro za pa bod predsednik ene take organizacije. Ne? Ja. Mislim, že tako, veš, oni lahko kogarkoli, če si na balkonu slučajno, ne, jaz grem zvečer, če se mene, ne vem, zakaj bi, ampak ne. A veš, kogarkoli lahko v bistvu, ne. Sam na balkon moraš. Sam to se mi splačal, ne, ta moment. Jaz dolažem s tem, da se ne splača mene ubiti na balkonu. Ja, predrago je. Ja. Zaenkrat, počak. Tebe so cepili. Jaz sem spet nismo umrli. Mislim, nasrečeno, hvala Bogu, da ta cepiva niso to, kar so bila. To so Kitajci delali. Ja, če bi Nemc delal, bi že vsi umrli. Mislim, da je bilo to se pa ne sliši dobro. Mislim, da je bil tako kot virus, da salamorezenca. Ja, veš, ne? Nemci dobro delajo, to se hoče reči. To so naredili tako kot virus Američani v povezavi z Izraelci, skoraj zihar. To je bilateralno sodelovanje na meddržavnem nivoju, za katerega so porabili veliko sredstev in dela. Kaj težko se vsi za skupno dobro. Ja, da bomo imeli mi denar. Ja, valjda. Da bomo imeli oni denar. Mi s tem rečem unik, ki se to odločajo. Če pol kupaš jahto, a veš, za ne vem. Še en telefon padel po tleh. Če se pol, a veš, si kupaš jahto za milijon, ne? A veš, to je 220,000 evrov DDV-ja, ne? Ja. In to je ne vem koliko. In to gre nazaj, to se vrne. In to je ne vem koliko 200 ljudi, ki so tam zaposleni, dobijo plačo? Ja, seveda.
On v bistvu skrbijo. To gre noter, Tako, to je vse za naše dobro, to gre za ceste, za vse. Ja, seveda, za zdravstvo, za vse gre to. Razen če imajo dobrega. dobrega tega računovodja, ki pa to skrije, pa gre na kajmane. Ja, pa ni jahte pri nas kupo, ne. Ja. Ampak je nek drugje. Ja, vseeno. Tam v unem Santropeju, ki se jahte kupuje. Ne, pa Nizozemci, ki tudi delajo jahte. A je to? Mislim pač, lej. Vse živo. Mislim, da je tudi tale, takaj je bil, kaj je tale naš, ki dela jahte. Tale v Trstu, no, kaj je že, kaj je tudi znan, no. Ne, on je en, ki jih dizajnira te za milijon. Ja, se ta model, kaj je. Še za malo več, Ja, ne, za milijone so tiste jahte. Se mi gre podjeb po glavu. Pejte poslušati v tale avtomobilističen podcast. Tako, super možakar. Kapetanovič pa ekipca so ga imeli. Dvakrat že je. Ja, ne, da je hud kot popr. Hud je kot popr model. Ne, se je super. 1, 2, 3, 5, 10, tako te tatara. Lepe dela. Ja, sem pogledal. Lenart, ne. Ne. Ja, Lenart neki. Ja. Ja. Dan Lenart, ja. Da, tako. No, bomo dali linke, kaj do una nord. Atmosfera. Lepe stvari dela. Hvala za ribe.si. Ja. Da boš šli lahko na Madeiro pole. Kam ne več gledati? Ja, ne, da gremo zelo na Madeiro, ne svojo ladjo. Stari, to tudi, če delamo še, če najdemo kaj za, da raztegnemo naš življenjski cikl. Verjetno ne bomo imeli z njegovo jahto. Ja, najbrž res ne. Prav. Razen, če nas Mislim, Elon Musk kup za ne vem koliko milijonov. A naš podcast? Ja. Zato, ker to lepo govorimo. Seveda, Elon je car. Ne, on je ful za svobodo govora. Po mojem, da je to. Po mojem, da bez. Če ga pluvamo, da polnem do dna. Ja, da se ga ne pluvamo, vse se sam ne pogovarjal o njem. Jaz se tako. Sem že že narobe naredil, ko sem rekel ime. V glavnem, kaj smo? Ja, nekje smo ne. A smo bližali do konca intra sploh? Ja, smo bili. Ne, nismo. Prejšnji epizod še nismo imeli. V prejšnji epizodi smo prišli do unega gospoda v zelenem, zdaj moramo malo pohiteti. Kaj je užalil Zaphoda? In Zaphod je res jezen. Ja, Zaphod je res nisečen. Debeloritno, mislim. Ja, valjda. Tako da ja, Kvarnik in spet le. Tako, smo. Če sem poglavje 10, ali ne vem koliko, to je že zdaj že veliko. Skratka, kdo je ta model? Ja, no, mislim, še to najprej moramo še postaviti sceno, Gribolonski žarki se bližajo. Artur Švica na polno, tako in drugače. On to gleda ven čez uno. On ful spremlja to situacijo. V bistvu, edini, ki ga zares zanima v resnici, to, da boš uspet. Mislim, da je imminent death je spet pred dnem. Tako je, tam je pa debata. Zdaj je oče, veš, mislim. Še to je, to ga jebe. Ja, valjda. Nekako se nemočnega počutiš. Ne? Ja, ampak se pol spomne, ko gleda tega modela zelenega. Ti si ta tip, ki hodi okrog žaliti ljudi. In zdaj pa tudi tistim, ki prej ni bilo jasno. In se je tudi spomnil, da njega že užalo. Ja, in tudi že prav šel v računalnik pogledati, ampak ta žalitev, ki je povedal še enkrat, da tepec in totalna nula, ja, točno to, ja. Točno to je bilo v prvi knjigi. A je bilo v prvi knjigi? Ja, ali je bil drugi? Ne, drugi je bil. Ja, bendi. V prvi zihar. Prvi ni bil, drugi je bil. On prije v drugi. Zdaj skoraj 99,9, ampak ajde 99, kar lahko. Možnost zmota je. No, glavno vemo, ne, kdo je. Ne, pride tudi na kriketu v tretji, ampak ja. V večini velepotoč. Tako je njegovo ime. Ja, sicer bi lahko pogledal, ker zihar imamo naslov epizode v večini velepotoč, kao ne boljših likov. Tle, to sicer vodnikova opomba pove in pa še razloži na dolg in širok njegovo zgodbo. Kaj je mestoma zanimivo, malo pa tudi dolgočasno, tako da lahko preskočimo po mojem, ali se vam zdi, da je kje tle... Ne, pač čitak. Mislim, se ima dobro šalo, da pač se mi razloži, da je pač on nesmrten, zakaj je nesmrten postopek. Mislim, do tega prijo, ker mu pač hoče ga prepričati, da jih sabo vzame, ne?
S tem se začne ta pogovor, ne, da pač najprej ga Trillian hoče prepričati, bi ti nas malo sabo vzel, ker pač ne, svet sem prvi. Peli še razlaga o tem, zakaj je on, kako je to je dobro, da je šel že naprej. Tukaj gremo zaradi tega, ker pač nesmrten lih pol, ker bo tudi Zaphod mu pol ne. Ja, pol se vse skupaj zgodi. Ja. Kasneje ponudi tudi ta moment. Ne. Ja, sej. Ja, pa gremo lahko kar v bistvu se to je vse, kar se zgodi. Ja, razen, da ga pač malo prosijo, če bi Artur ga prosil, če lahko ugasne žarke, pa take stvari. Ja, pač hoče. Pa kakšno ima on ladjo, ne, da pač i te žarki ne škodijo, ne. Ker on je prišel do sem čez mrežo teh žarkov. Kaj ima že huda ladja? Ki dela na črno materijo. Ja, pa po črni snovi se... Tako. Kje je že to? Moja ladja je iz temne snovi in temno energijo. Ja, tako. Ja. In v bistvu to, kar... In da jo oni niti ne štekajo, kaj šele, da bi znali svojo tehnologijo pač to uničiti. Ja, in da smrtniki sploh ne bi smeli prehudo tam prostor deluje na ne. Pač ne bo šlo. V glavnem noče jih rešiti. Ja, noče pač. V bistvu mu je vseeno. Mislim, ni mu čisto vse, zato ker so zemljo skurali, pa je imel on še en kup ljudi za užaliti. Mečkan mu je hudo, ne, ampak po svoje pa tudi ne. Malo vse. Mečkan, ja. Mečkan mu je vse, ja. Ja, pa še Bibel Brok s tem nekim obrus, da ga hoče ubiti ali nekaj. Mislim, ja, pa še v bistvu nekaj prek vrste vzel, ne. Ja, v bistvu z tega, ki je bila, pač izkoristil priložnost, ki želi tukaj. No. Ja, on je na zbi, bi mogel priti res na konc. Ja, ampak če sem že prišel, pa je uvečenih po abecednem redu žal ljudi. Pa spet se je izkazali, da ne glede, da tudi nekaj grdga počneš, ne lahko slaven rataš. Ne? Ja. Da on je ratal slaven in so ga potem, ki je prišel na... To je čist... Sej ti pravim, te spominja, res. Mislim, so ga čakali na planetu že po abecednem redu. Ta je bila meni tako všečno, a veš, ker je res, kako je to podoben, ne, vse. In da jih je pol užalil, ne. In moj mečkan mu je ubil to njegovo vnemo požaljenje. Ja, ne moreš, ker on po mojem mal pač, mu je fajn, da jih malo presenetne, da on pride zdaj te pa in a veš, pa da si užaljen, ne? Ja, tako. Ne, da prideš kaj, a me lahko užalaš. Da si vesel, a veš, to je tako, ja, to ne gre pide. Ne moreš biti vesel užaljen, mislim, da te nekdo užal. Ja. Ne gre, ne. Malo mu vzamajo, kako bi rekel, veselje do dela so mu vzeli. In zato je v bistvu on si prav želel smrti, ne? Ja, v bistvu je za tega in je zagrabil za tisto, ki mu je rekel, da ga bo Zaphod, da ga bo ubal. Da ga ubal, ja, točno, ja. Ja, sej, posla se bo začela pogovarjati, kako, ne, veš, in Zaphod mu našteje, ne vem, eno varianto, drugo varianto, tretjo varianto, vse živo, ne. Nič, ker ne bi ti že probal, ne. Ja. Mislim, prijav, da za nem zdaj leti, ne vem, koliko 150 bounty hunterjev, ne vem, koliko jih je bilo. Ja, ful veliko, vsi ga hočejo. Da pač na njegovemu poslu, da se kar zgodi, da te kdo namara, ja. Ja, da ti kaj hoče. Noben ne pride zraven, ne. Counts with the job, ne. Pa Zaphod potegne iz rokava, ne. Ti, kaj pa kakšen bog prve klase? To je on reče. Mislim, on reče, da pozna pa tudi bogove. On reče, kva klasa A. Da poznaš kakšnega prve klase, ker to pa šlo mogoče. Ne. To pa... In pol Zaphod pove, da ne pozna Tora. Pol v večini velepotež reče, da Torovo kladivo, da to pa znal biti. Da ima to Tora na mobitu. Na mobilcu. Ja. Tako da... Ja. No, in tukaj nekako pridejo skup, da mogoče jih bo pa odpeljal kam. Ne, v bistvu to, ki ga je zadeva začela zanimati, da je ladji naročil na ščit potegne še čez belo srce. Ne? Tako. Ja. In potem se je bel žar s prasketom raztegnil prek line in smrtni žarek jih je neškodljivo prišel. In pa je bil počinil obešalnik. Okay. In konc tega poglavja. Vse smo pa zdaj kar dobro naredili. Hiter. Zakaj smo se pa prej toliko obotavljali? Zato, ker ga je bilo 170 strani, če bi podagal svojo pod poglavje dal.
Saj smo že na 20% knjige. A veš, pa še 3 poglave. Še malo pa konc. Ja, tako da. Dobro. Čeprav, tlele, če ne bi bil to gost, mislim, je bilo ene par for dobrih. Ja, ne, semo. Vsako epizodo najdemo, samo to v enem poglavju, ne, mislim, tako. Vse premalo bom jaz rekel. Goste. Ampak vse smo rekli, da ne bomo o tem na koncu 6. sezone. Ne, še 37 oddaj o tem, kakšna je bila knjiga. Ja, hvala. Aha, analiza pol. Ja. Hvala. To treba. Ja, kaj? Pol rečemo hvala za vse, ki ste zdržali z nami do konca 3. poglavja in do konca našega današnjega podcasta. Tako je. Če bi nam rad povedali, koliko ste veseli, ko smo končali s 3. poglavjem, lahko to nastorite na dopisnicah ali na Discordu, na družabnih omrežjih, pa sam po želji. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa. Predolga pauza. Ne, super je bilo. Dobro. Pa ful sem vesel, da je računalnik zdržal. Smo na meji. A ga nimamo, opa, in se je ugasnil. Ne. Okay, spomnil sem se, da sem update naštimal in zdaj bo malo 12 ur. Spet. Update, pa zakaj? Zakaj v sredo? Ker je bila 13 minuta, malo prej sem se spomnil in takrat, ko si rekel 13 minut, sem rekel pizda. Imamo vsaj 30 minut. Mogoče bo bolj, zdaj sem skozi gledal pizda. Ampak da, dela. Še zmer, da bomo samo odličen. Narjen. Sem res pisal knjige, res ne debatiramo dosti. Vse smo zdaj fulno. Naši korfeni ne bojo zadovoljni. Samo unka zapko do zdaj odprav. On pa itak ne posluša več. Že v druge knjige, kdaj je bil on. Ne, prve. Prvi že na začetku. Fakt, to je bilo tako še nazaj. Kaj je kurba? Pa spomni se, kada je bilo včeraj. Pisal sem človeka, bi prav rad spoznal pil. Mislim, da res je true fan, se po eni strani mora začestitati. Ne, no, mislim, pol si fan, pa neke stvari razumeš. Nekaj stvari pa moraš biti, ne, sem kukar sem si lahko fan, sam si še idiot zraven. To spa zmerlo. To spa zmerlo.